Zamižite in za trenutek poskusite dojemati svojo okolico zgolj z vonjem, sluhom in dotikom. No, tako svet dojema 39 milijonov slepih ljudi. Med njimi je tretješolka Mija. Je slepa, a zelo samostojna in z videčimi vrstniki obiskuje redno šolo. Ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice, pripomočka za slepe in slabovidne, smo jo obiskali na podružnični osnovni šoli Antona Aškrca Rimske Toplice v Zidanem Mostu. Tretješolci danes pri spoznavanju okolja s prevezami na očeh prepoznavajo jesenske plodove. Mija je pred sošolci v prednosti, saj ima zaradi slepote izostrena ostala čutila. Ker ne vidim, boljše vonjam in tipam, ter seveda tudi okušam. Zaradi bolezni je Mija oslepela, ko je bila stara 4 leta. Še vedno se spomni, kako so videti na primer drevo in hiša, ne spomni pa se obrazov. Kadar jaz utipam, stvar si jo dosti lažje predstavljam, kot pa če mi jo kdo razloži. Pri uri matematike rešuje naloge iz delovnega zvezka Računanje je igra. Mija ima enake naloge kot sošolci, le da jih rešuje z brajevim strojem. Stroj ne zapisuje črk, ampak brajevo pisavo ali brajico. To je posebna pisava, ki slepim omogoča, da berejo in pišejo. Eden njenih najljubših šolskih predmetov pa je likovna umetnost. Ko bo odrasla, si želi postati mešalka barv. Jaz lahko slikam čist normalno, samo malo na drugačen način. Včasih kaj učiteljice prilagodijo, kakšen material za slikanje. Sošolci se pri športni vzgoji zelo radi igrajo s prav posebno žogo, zvenečo žogo. Ker žoga vdaja zvok, Mija lahko oceni, kdaj se bo prikotalila v njeno naročje. Mi pomagam tako, da če barva pobarvam, kot da ji dam barvice in ji razložim, kakšna je pobarvanka. Ko odidemo na malico, jo primem za roke, da ne pade ali se ne spotakne. Mija je pomoči vesela, hkrati pa je zadovoljna, da je svojo belo palico lahko vse bolj samostojna.